zdaj gre zares. Prva odločitev je padla. Ministrstvo za infrastrukturo je družbi GEN Energija podelilo energetsko dovoljenje za drugi blok jedrske elektrarne. Podjetje bo lahko začelo z vsemi upravnimi postopki za pridobivanje različnih dovoljenj. Vemo, da so birokratske ovire za take naložbe vedno zelo dolge. Magister Marvar je v naši energetski anketi, energetika je sploh osrednja tema julijske revije EOL, postregel s podatki, da pri kakšni naložbi trajajo upravni postopki tudi 10 let. Ali se tega res ne da spremeniti? Energetsko dovoljenje za JEK2 torej napoveduje, da se bomo morali v Sloveniji zelo transparentno in strokovno odločati in tehtati vse argumente za in proti. Gre za energetske, podnebne in ekonomske argumente. Zlasti pa, ali je jedrska energija edina opcija, čeprav vemo, da imamo pri uvajanju zlasti energije vetra in sonca v Sloveniji težave oziroma da prepočasi uvajamo to vrsto energije. Ali bo lahko našla Slovenija nadomestila za ukinitev jedrske elektrarne? Naslednje vprašanje je, to je še en velik strateški razvojni izziv, ki čaka Slovenijo v tem letu, kdaj se bo določila letnica za zapiranje termoelektrarne Šoštar in premogovnika Velenje. Enako zahteven odgovor, enako težka odločitev kot pri drugem bloku jedrske elektrarne. Tudi o tem govorimo, pišemo v reviji EOL, v energetski anketi. Želeli smo zvedeti, kakšna bo zelena prihodnost slovenske energetike in seveda tudi Slovenije. V kaj bomo vlagali, koliko bomo vlagali, od kod bodo sredstva. Na preizkušnji pa bo, in to se mi zdi eno osrednjih vprašanj, naša razpravljalska zrelost, naša politična zrelost. Se znamo poslušati, bomo znali tehtati različne argumente. Ali lahko pri odločitvi o jedrski energiji in zapiranju TEŠ presojamo samo skozi okoljske oči, samo skozi podnebne cilje? Ali moramo razpravljati tudi o tem, ali bomo imeli dovolj elektrike in kakšni bodo socialni učinki posameznih odločitev? Visoke standarde in cilje pri posegih v okolje si moramo postaviti. Toda vprašanje je hkrati, ali bomo znali tehtati tudi vse prednosti in vsaka tveganja pri odločitvah. To je sporočilo julijske revije EOL.